Lepo pozdravljeni v 9. letošnjem Belokranjskem obzorniku. Letos mineva 80 leti, odkar je bila ustanovljena kmetijska zadruga Metlika. Jubilej bodo praznovali skozi celo leto z nizom dogodkov, vrhunec bo v oktobru, ko bodo odprli prenovljeno klet in izdali spominsko knjigo o prehojeni poti. Tatjana Malešič, direktorica kmetijske zadruge Metlika, je nedavno v Ljubljani predstavnikom medijem dejala, da zadruga ostaja zavezana svojemu temeljnemu poslanstvu, povezovanju kmetov, spodbujanju kakovostne pridelave in skrbi za trajnostni razvoj podeželja. Danes deluje v 4 glavnih programih. Program vino z vinogradništvom, lastnimi vinogradi in pa vinsko kletjo in pa z odkupom grozdja. Potem je program meso z mesno-predelovalnim obratom, predelavo klavnice in pa reseko mesa v Ljubljani. Program trgovine z 3 agrocentri in pa 3 živilskimi prodajalnami. In pa naš v tem trenutku največji program, to je program oskrbe gostinstva, kjer preko 8 centrov prodajamo naše izdelke, zastopniške programe in pa programe, ki so zanimivi za gostinstvo širše, gostinskemu sektorju, se pravi hotelom, restauracijam, gostilnam širše po sami Sloveniji. Danes so ena največjih zadrug v Sloveniji z 200 člani in kooperanti ter 230 zaposlenimi. Na vinogradniškem področju si prizadevajo, da bi se mlajše generacije odločile za nadaljevanje vinogradniške tradicije in obnavljanje obstoječih vinogradov. Mladi so deležni spodbude v obliki kompenzacije repromateriala z oddajo letnega pridelka, s čimer želijo še dodatno spodbuditi pridelavo grozdja in ohranjanje kulturne krajine. V kmetijski zadrugi Metlika se aktivno prizadevajo za poglobljeno sodelovanje s kooperanti na področju govedoreje, saj verjamejo, da mora domača živina ostati doma, meso pa na slovenskih krožnikih. Ker se prilagajajo tržnim razmeram, bodo v letošnjem letu nadgradili mesno-predelovalni obrat s sodobno pakirno linijo, namenjeno pakiranju tako izdelkov kot posameznih kosov mesa. Da razmere v zadružništvu in kmetijstvu niso enostavne, nam potrdi prva dama kmetijske zadruge Metlika, a v isti sapi doda, da so tudi priložnosti. Glede na to, koliko je bilo zadružništvo v preteklosti manj cenjeno, da tako rečem, mislim, da postopoma dobivamo na pomenu, da ni to več neka cenena organizacija, ampak je organizacija, ki skrbi za samooskrbo, ki skrbi, kakor že omenjeno, za majhne kmete, da povezuje kmete, da jim omogoča razvoj, da jim omogoča svetovanja. Tako da jaz mislim, da zadruge in zadružna zveza in zadružni sistem ima prihodnost v Sloveniji, seveda je pa tudi treba kar nekaj narediti. Če pogledamo po državah okrog nas, ogromno je teh nekih podjetij ali pa organizacij, ki so zadruge in izredno dobro izkoriščajo svoj položaj, tako da tudi mi tukaj v Sloveniji mislim, da moramo malo stopiti en korak naprej in tudi povedati, gledajte, mi smo zadruga, mi smo povezovalec kmeta in pa trgovine in mi smo močni v slovenskem prostoru in želimo tudi prodajati lokalne proizvode in poudariti lokalne, domače, slovenske. Kmetije manjše se dejansko opuščajo in zdaj tu pa ratuje problem, ker ti največji kmetje dejansko več mislijo, da ne rabijo zadruge. Dejansko več ne rabijo, dokler je dejansko ponudbo povpraševanje, če pa tega ne bojo pa spet rabili. Ampak stanje je trenutno tako kot je bilo že danes rečeno, zadruga dejansko največ posluje z majhnimi in srednjimi kmetijami. Ne za kmetijstvo, ne za zadružništvo niso enostavni časi, ampak zadruga, kot je kazala Metlika, je delala nekaj, pa kar veliko stvari izredno prav. Prvo, kar je zadržala in primarno dejavnost, skratka, proizvodno vinogradništvo, razvija in obstala je klet in hkrati mesno-predelovalno dejavnost. Zadruge mogoče včasih preveč zaidejo samo v trgovinsko dejavnost, ampak Metliki res lahko čestitamo za 80 let, ki je zdržala na ekonomsko zelo težkih okoljih, kot je živilska predelovalna industrija. Ves čas obstoja je bila zadruga ključna opora kmetijstvu in gospodarstvu Bele krajine. Zadruga živi za Belo krajino. Dejansko to je ta zgodba, ki z njo živi, ni to en tujek, ampak dejansko je, se reče,
sestavni del Bele krajine. Ne. Dodajajo še, da se ob tej obletnici predvsem želi, da bi duh sodelovanja in povezanosti, ki jih je vedno vodil, tudi v prihodnje ostal temelj skupnega delovanja. In predvsem ta družbena odgovornost, ki je vseh teh 80 letih izkazovala, je pa tisto, kar nas konec koncev kot lokalna skupnost izredno veseli. Vseh teh 80 letih je vlagala v izobraževanje, tako zaposlenih kot svojih kooperantov, razvoj kmetijstva s tem povezan, pa tudi podpirala je tako, kot so kulturne prireditve, športna društva, gasilska društva in iz tega vidika je izredno pomembna kot gospodarski subjekt. Je pa tudi oblikovala našo metliško identiteto. Z metliško kmetijsko zadrugo se malo da ne z lahkoto poistoveti vsak Metličan. V kmetijski zadrugi Metlika so ponosni na tradicijo in hkrati usmerjeni v prihodnost. Imamo to priložnost kot kmetijske zadruge Metlika, da lahko povežemo od vil do vilic, saj imamo kmeta kot pridelovalce in tudi oskrbo gostinstva, s katero lahko potem te naše predelke in izdelke prodamo naprej v gostinske obrate in seveda na naše krožnike. Z nenehnim razvojem in jasnimi strateškimi cilji želijo zagotavljati konkurenčnost in dolgoročno stabilnost tako članov kot poslovnih partnerjev, še dodaja Malešičeva. Tako so njihova vina že nekaj časa na voljo pod novo blagovno znamko vrhunskih vin Jurius, ki so rezultat tradicije, predanosti in strokovnosti, ki se kaže v vsakem kozarcu. Zanimivo zgodbo pa so v metliški zadrugi spisali tudi z vzpostavitvijo sodelovanja s Cenetom Prevcem, nekdanjim skakalcem iz svetovno uveljavljene športne družine Prevc. S trdnimi temelji in jasnimi strateškimi cilji pa z optimizmom zrejo v jubilejno leto 2025, še sporočajo iz kmetijske zadruge Metlika. Eden najboljših tamburaških orkestrov na svetu je znova očaral belokranjsko občinstvo. Tamburaški orkester Dobreč je napolnil športno dvorano osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj. Na koncertu, ki so ga poimenovali Najlepše tamburaške pesmi, so navdušili z glasbenim gostom Žakom Hovdekom. To je bil večer odlične glasbe in dobre volje, večer, v katerem smo uživali vsi udeleženci. Meni je bilo prekrasno kao i uvijek tu kod vas u Črnomlju i sa ovim divnim ljudima na pozornici s kojima je svakome, kažem, i uvijek ću govoriti, prekrasno raditi, a pogotovo kad napravimo ovakav koncert, kad vidim da je, a ja ne znam koliko je tu moglo biti ljudi, možda jedno 500-600, da su ljudi zadovoljni, da svi čestite, onda je srce puno. Zelo smo veseli, polna dvorana, to je tisto, kar nas veseli in zakaj to delamo. Videli smo, da je publika uživala, to nam da veselje za delo za naprej in tisto, da smo res nekaj naredili. Vesel sem, da je Žak sprejel naše vabilo, da se je pridružil nam na odru in mislim, da smo res skupaj naredili en super večer. Sve je bilo vrhunsko i onda morao sam i ja biti vrhunski. Jako je važno surađivati sa ljudima i glazbenicima, ako se baviš glazbom, koji su vrhunski, zaista, i onda oni iz tebe mogu izvući ono najbolje. Orkestar KUD Dobreć je zaista sjajan, to su sve mladi ljudi, mene su duboko ganuli još na probi, uopće u današnje ludo vrijeme da se tako mladi ljudi bave tamburom, to je meni fascinantno i fenomenalno. Maestro Kudeljnjak odličan, ali publika, Bože mili, publika je najbolja od svih nas.
Hrvaški pevec, ki je med drugim leta 2017 naše južne sosede zastopal na Euroviziji, je sploh prvi tuji gost, s katerim je orkester iz Dragatuša nastopal na koncertu. Izkazal se je tudi s petjem v slovenskem jeziku. Blizu me sam doma, malo su mi iz orkestra pomogli. Moja draga prijateljica Nuška Dašček isto tako, koji puta kad ju nazovem daj stara pomozi, tako da mi je ona malo pomogla, ali teško je pogotovo kada imate tako legendarnu pjesmu na jednom jeziku koji je ipak izazov. Slovenci fantastično govore hrvatski. Zašto mi Hrvati tako dobro ne govorimo slovenski, ja ne znam. Ali to nije u redu. U svakom slučaju, tim više što je pjesmu u originalu pjeva Oto Pestner, koji je pjevač nad pjevačima, glas nad glasovima, i onda je to teško. Ali ja sam se unaprijed ispričao, rekao sam ako nešto slučajno zaribam, da neka mi oproste, i jako su lijepo to prihvatili, baš je bio gušt. Prekrasna pjesma, prekrasan koncert. Izjemni tamburaški orkester je tako odlično dopolnil vrhunski pevec, ki na videz poje povsem brez napora. Hvala što ste to prepoznali. Ja na tome radim cijeli život. Evo sad ću za koji dan proslaviti 44 godine i još nisam zadovoljan, još može bolje, uvijek može bolje, ali ovo što ste primijetili da je bez napora, to je ideja moja kako bi to trebalo biti. Pjevanje mora biti s lakoćom, mora biti slobodno, mora biti effortless, mora biti it has to be like flying. I naravno da tu puno imaju veze moje profesorice koje su sa mnom dugo godina radile na vokalnoj tehnici, da budeš uvijek na visini zadatka i kad se malo lošije osjećaš možda da uvijek isporučiš i da publici to bude jedna lagano prijemčljiva izvedba. Tamburaški orkester Dobreč pa je nedavno navdušil še na državnem festivalu tamburašev in mandolinistov, kjer je bil najboljši. Strokovna komisija je njihov nastop ocenila s kar 97,67% ter jim podelila zlato plaketo s pohvalo. Konkurenca je bila kar močna letos, moram reči, da so se drugi orkestri zelo dobro odrezali, tudi oni so dobili dobre rezultate. Kaj je pretehtalo, ne vem, morda naša dinamika, mi smo dali vse od sebe, že dolgo vadimo ta program, lani se žal nismo mogli udeležiti, ker se nam je pokrivalo z nečim drugim, tako da smo letos rekli, da se bomo res zavzeli, par mesecev trenirali samo ta program in rezultati so bili, hvala Bogu, takšni kot smo ih pričakovali in željeli si. Moram biti naravno presretan, jer je sve stvari koje smo se dogovorili i koje smo radili na vajama su ispale savršeno, a pogotovo jedna kompozicija koju mislim da nismo nikad bolje odsvirali, tako da sam presretan i zbog njih, a i na kraju krajeva i meni je bilo važno da moj posao tu ipak na neki način okrunimo sa nekakvom nagradom. Velika nagrada za vse pa je bila tudi polna črnomaljska dvorana in bučni aplavzi na koncertu. Pomlad v nas in naravi prebudi marsikaj. Še posebej se tega letnega časa razveselijo na Suhorju v Metliški občini. Znova so pripravili tradicionalno prireditev Pozdrav pomladi. Gre za poseben medgeneracijski dogodek, ki poleg krajanov združuje tudi različne umetnosti. To je naša že 21. tradicionalna prireditev in 20. razstava Kroška ročni del. Ustvarjamo ga skupaj z učenci podružnične osnovne šole Suhor in zraven z roko v roki delamo z gasilci in društvom upokojencev Suhor. Članice Kroška ročnih del Suhor so na ogled postavile različne umetnine nastale izpod njihovih rok.
Od rešelejev do kvačkene, do štikanih, do drsank, vsega pomalo. Ampak to je samo malenkost od onega, kaj so pridne roke naših članic ustvarile. Ker če bi postavili na steno to, kaj so naredile, bi bila ta naša dvorana mnogo, mnogo premajhna. Članica od samega začetka, 25 let bo zdaj že, ne. Zbrali smo se, jaz nisem bila vajena ročnega dela, sem tekstilka po poklicu, ampak ročnih del nisem delala. Sem tudi invalidka, delam vse z levo roko, samo z eno roko, delam pa vsega vezenja, se lotim karkoli. Zakaj pa so se krajani začeli povezovati v tem kulturnem dogodku in krožku ročnih del? Ohranjanje starih šek in navad, kot so včasih rekli. In to ljudstvo bogatstvo. Narod pravijo, ki nima kulture, da ne more biti narod. Mi to ohranjamo. Pač nam je to nekako v zadoščenje, da smo se primili tega dela. Od vezenja do pletenja, do kvačkanja, izdelovanje voščilnic ob novem letu in pa tudi dobrodelno naravnano. Vsako leto ob novem letu naredimo voščilnice za upokojence, starostnike, Rdeči križ, Društvo prijateljev mladine in še ki je potrebno. Povezavo s šolo, ker smo vedno bile v tej šoli zaposlene in imamo strašno rad, da se mladi rod s starim povezuje, se pravi mladost nam daje krila pri takem delu. Nič nas ne boli, če nastopajo otroci, če smo veseli, če smo dobre volje in ko je ta praznik, pozdrav pomladi, potem vemo, da bo lepo celo leto. Zelo lepo. Krajani se zberemo, mladina se tukaj zbere, upokojenke se zberemo. Veliko pomeni za kraj, kjer se ne dogaja veliko. Suhor je tak manjši kraj, ampak ker je manjši kraj, smo tudi med sabo povezani, ponosni in veseli smo, da imajo v našem kraju podružnična šola, ker je srce našega kraja, da tako lepo sodelujemo en z drugim. Prav to sodelovanje je bilo najlepše prikazano z enim od vrhuncev dogodka, pristno pomladno pesmijo. Tokratni obzornik pa končujemo z likovno umetnostjo. Prostore kulturnega centra Semič od nedavnega krasijo barvite slike akademske slikarke Nuše Smolič. Predstavila jih je na odprtju razstave Odmev tišine. Umetnica, ki izvira iz Novega mesta, je v okviru širšega projekta samostojnih razstav v Sloveniji in tujini pripravila že 13. razstavo. Odmev tišine razstava vsekakor je z namenom narejena, da se spomnimo naše tišine, katera je lahko razcepljena na dva dela. In prvi del tega je seveda mir,
prisotnost. Drugi del je pa, da nas sama tišina lahko tudi vznemirja. In skozi cel proces te razstave želim spodbujati, da mir je prisotnost oziroma tišina, da je cel spektar barv, če le jo znamo slišati. In iz tega vidika, ko smo mi res prisotni, ta tišina resnično odmeva. Čast odprtja razstave je pripadla Iztoku Premrovu. Tukaj na tej razstavi je v bistvu predstavila dva svoja sklopa. En je povezan motivom iz narave, drugi je pa povezan figuram, se pravi nekakim polportretom, človeškim likom iz tega doprsnega plana. In znotraj vseh teh stvari lahko vidimo, da je njen razpon nekako od nekega skoraj mimetičnega, realističnega opisovanja pa do skrajne abstrakcije. Skozi te figure, skozi te obraze, skozi te portrete tudi kaže svoje lastno razpoloženje in nam na nek način nas vabi, da ga občutimo tako, kot ga je ona sama. Likovna umetnost je njeno poslanstvo, sicer se ukvarja še s plesom, poezijo, fotografijo, kreiranjem oblek in še marsičem. Likovna umetnost je v bistvu ne samo moj poklic, torej poklic akademske slikarke, ampak je to v bistvu tudi moj dušni poklic, torej moje poslanstvo. Tako da to je platforma, iz katere izhajajo in cvetijo vsa ostala področja, torej mentoriranje, menedžiranje, coaching, organizacija in tako naprej. Tako da to je platforma, katere se poslužujem in cveti v različne poglede, sfere, bom rekla, mojih znanj ali pa talentov oziroma raziskovanj. Njen likovni proces pa je povsem svojstven. Želim, da je slika tista, ki me vodi in da je slika tista, katera pokliče, katera je naslednja poteza. Jaz sem tukaj v tem primeru le samo prevodnik teh klicev. Ustvarjam tudi do 5 platen naenkrat, da ohranjam ta klic, ta pretok in pa v bistvu slišanje do slike same. Posebno doživetje je bilo tudi samo odprtje razstave. Že na samem začetku otvoritve je zatem, ko se ni takoj pojavila na sceni, pravzaprav sprožila odziv publike, ki je popolnoma umolknila. In že s tem se mi zdi, da je nakazala, da ta tema drži. Je pač sodobna umetnica, ki obvlada performance, kot je danes znano, te postavitve, te oblike, ki so tako rekoč med gledališčem in med likovno sceno. Tako da že z tega stališča je vidno, kaj obvlada in na kakšen način pristopa k publiki, ker njen moto je seveda povezovanje. Ona ves čas govori, da se je treba med ljudmi povezati, ne glede na to, ali smo samo umetniki ali samo obiskovalci, ampak ko pridemo na tak dogodek, na ta dogodek poveže med seboj in nam da neko novo vrednoto v življenju. Umetniki ustvarjamo svojo pot in včasih ta pot tudi ni najlažja oziroma najbolj z rožcem poslana. In današnji odziv te publike, solze v očeh in ganjena srca so v bistvu vodilo, zakaj sploh ustvarjam, zakaj svoje stvari sploh dejansko resnično podajam naprej. Ker to so tisti darovi, ki jih pač ne moremo ne ubesediti, niti ovrednotiti v fizični formi. Razstava Odmev tišine bo Kulturni center Semič krasila do 12. maja. Nekaj dni prej pa bo na sporedu 10. letošnji Belokranjski obzornik. Do takrat pa bodite aktivni na čim več področjih v vašem življenju, ki bo tako lepše in bogatejše. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!